Včeraj sem zvedel, da si pela tudi v mjuziklih, da si pela v bendu Hrošči. Zakaj si za talent zbrala soul? Zaradi tega, ker se mi zdi, da ta soul je bil nekako ves čas v meni. Da je pa to res tisto, ta glasba oziroma ta zvrst glasbe je pa res tisto, kar meni najbolj ustreza vokalu in tudi sama sebe najlažje poistovetim oziroma poistovetim se lahko najlažje s to glasbo. Če se prebiješ v finale, kaj lahko pričakujem potem? Živ bend na odru, orkester, 100 plesalcev? Če bo možno, vsekakor live band in pa en tak malo bolj živ, powerful performance. Ja? Tako glasbeni žanr, bolj pop-rock, ali boš ostala kle nekje, ker lahko pokažeš močan glas? Približno v takem stilu, ampak po moje bo še malo primesi bluza, kakšnega rocka tudi. Zanimivo mi je namreč to, da če malo pobrskaš po YouTubeu, te v glavnem vidimo v dosti podobnih zgodbah. Alicia Keys, Christina Aguilera. To je nekako najbolj... Teh Hroščev nismo videli, recimo na YouTubeu. Ker smo vse skilni. Smo vse zbrisali, ker sem jaz takrat bila še 13, oziroma 14 let stara in sem začela tako aktivno peti in bolj, ko poslušaš te posnetke 4 leta kasneje, si tako misliš, to sliši. Ne, vseh Hrošči je bila the best izkušnja. Tudi sama imam malo te rock krvi zmeraj v sebi. To smo videli včeraj na fotoshootingu. Ampak mislim pa, da ta glasba je mogoče ni ravno najbolj primerna za moj vokal, kar se je tudi izkazalo takrat, ker sem potem bila pol leta tudi brez glasu. Smo imeli kar nekaj koncertov in takrat sem se potem malo ustavila konje. To je verjetno najhuje, kar se pevcu lahko zgodi. To zgodbo sem imel recimo pri Tabujih Nina, ki je mogla pustiti kariero. To je grozno, mislim, jaz si to ne znam predstavljati, da bi se mi to trajno zgodilo. Potem sem pač si vzela malo premora in se malo razmislila tudi o sebi, tudi kaj hočem, kaj delam narobe, da je očitno moglo priti do tega in sem potem tudi malo začela na tehniki delati, različne zvrsti in sem kot videla, da je to soul. Prišla si že v polfinale, to si že rekla, da je bila neka potrditev zate, predvsem si dobila to medijsko izpostavljenost, ki jo iščeš, kar kvaliteto na nek način imaš. Problem v Sloveniji je trenutno, kako v medije priti kot mlad pevc, ne? Ja, to je res. Na nek način ti je že rad, ali zdaj pa, če prideš v recimo prve 3 potem na koncu, kakšni so plani? Verjetno bi rada se ukvarjala z glasbo, ne? Moram priznati, da tudi brez tega tekmovanja začnem po maturi pripravljati material za album. Super. Že imaš ekipo zbrano? Ja. Pravzaprav ne še čisto celo ekipe, ampak večino pa že, ja. Je to kakšno znano ime zadaj za tabo, ki že ima kaj tazga narejenega, da lahko omenimo? Ali se pustimo presenetiti? Ja, pustite se presenetiti, ja. Glasbo nameravaš tudi študirati, praviš, da če dobiš nagrado, da bi šla tudi v tujino. Če pa ne dobiš nagrade, boš pa študirala kje? Bom probala tudi v tujini, mogoče s kakšnimi drugačnimi sredstvi, ampak pač to bi bilo najlažja pot, ne. Zakaj pa bi pravzaprav študirala glasbo, petje? Ker ni matematike ali kakšni večji razlogi? To je tudi super, ja. To je eden izmed elementov. Ne, pravzaprav zaradi tega, ker si svojega znanja res ne znam predstavljati v kakšni drugi službi oziroma neki pisarni, karkoli pač. Moj dom je na odru, jaz se tam najboljše počutim, uživam v petju, v glasbi in to bi res rada počela v svoje življenje. Na kakršenkoli način, tudi če ne bom vedno pela, pa tudi, da, ne vem, pišem pesmi, take stvari. Si mlada, vstopaš na slovensko glasbeno sceno. Kakšna se ti zdi slovenska pop scena? Bad question for me. Ne, mislim, jaz sem zelo kritičen in tudi argumentirano kritičen, ne? Tako sem si rekla, da ne bom nič komentirala, dokler ne bom sama nekaj naredila. No, vprašanje, ki sem ga jaz mislil vprašati, je, ali jo lahko ti izboljšaš. Verjetno to verjameš, ne? Ja, to si želim pravzaprav, to je moj namen, ampak je pa vprašanje, koliko bo pa to naši ljudje oziroma naši dragi Slovenci znali videti oziroma bodo to cenili. Ker mislim, da celotna glasbena industrija in vse te stvari grejo konkretno napačno smerno. Jaz mislim, da se izgublja pomen pesmi, besedila, neka vsebina v živo, iz srca odigrane stvari. Vse je v redu, ne? Vse se razvijamo, vse je tudi, ne vem, tehnika gre naprej, ampak ne vem, meni ta elektronska glasba, nimam nič proti elektronski glasbi, tudi sama poslušam, ampak pač se mi zdi, da bolj pristna je ta glasba, ki je bila na primer kakšnih 80. Maja, najlepša hvala za prvi intervju za revijo Stop. Jaz verjamem, da bo prvi od mnogih.